Malo me skrbi predvsem varnostna situacija v Libanonu, skrbi me varnost naših vojakov. Tam, kot veste, so se zadnje 2 dni zaostrile razmere v Libanonu. Kar se tiče pa Falcona, se mi zdi pa prav, da poleti in bom vesel, da bo končno se dvignil z vladnim predstavnikom in upam, da bo s tem na nek način odprl pot tudi drugim vladnim predstavnikom, da bojo začeli končno uporabljati službeno plovilo. Kot veste, bo vlada definitivno uporabljala ta avion v primerih, ko bojo redne linije dražje oziroma ko ne bo pač možno priti na kraj v hitrem času. Tako da mi bomo pripravili za Vlado Republike Slovenije, tako kot nam je naložila na zadnji seji, pravilnik o tem, kdo bo uporabljal ta avion in seveda tudi cenike za uslužbence. Te cenike bodo seveda tudi za naše partnerje v EU in pa za partnerje v NATO. Mi bomo v bistvu zdaj, ko bo avion pripravljen, ga bomo dali v program ATARES in pričakujemo seveda, da so tovrstni avioni se kar uporabljajo za prevoz predvsem načelnikov generalštabov in pa seveda višjih častnikov za potrebe partnerjev. Predvidevam seveda, da vkolikor bo tudi zdravstvena zavarovalnica ne nazadnje ocenila, da je ceneje pripeljati ponesrečenega, ranjenega s tem letalom, bomo to probali narediti, je pa treba pogledati seveda, ali registracija kot vojaško plovilo pomeni, da lahko seveda delamo tudi na civilnem področju. Ta let je v resnici del šolanja, tako da ni v ceni ukalkuliran. Še vedno je letalo dela svoje zadnje korake in danes je seveda polet z živimi potniki in smo del šolanja, zadnje faze šolanja pilotov, peljajo nas pa naši fantje. Je po mojem to dober dosežek Slovenske vojske, dobili smo avion v operativne zmogljivosti Slovenske vojske, lahko ga uporabljamo tako za potrebe doma kot v tujini. Jaz verjamem, da bomo pri tem uspešni in vsekakor je to velika pridobitev za Slovensko vojsko. Vojaški proračun je okleščen, mi smo te stroške nekako ukalkulirali in verjamem, da bomo skozi našo operativnost stroške povrnili, torej da bomo na pozitivni ničli. Po dolgem času smo to našo ptico spravili v zrak, pripravljeni smo za prvi let. Zdaj smo naredili 22 trenažnih letov, usposobljeni smo za ta let in ga bomo tudi varno izvršili. S kolegom smo vajeni leteti na teh letalih, tako da v bistvu tip je drugačen, hitrosti so pa podobne.